Pozdravljeni ljubitelji turnega kolesarjenja in pa narave. Danes sem se pa odpravil proti Notranjski, Primorsko-Notranjski. Na ta čudovit decembrski dan sem se namreč, oziroma je moj namen, da se odpravim na snežniško planoto. Štartal sem z vasice Vrbica, to je nekaj kilometrov naprej od Ilirske Bistrice. Tam sem parkiral avto na višini 427 metrov. Trenutno se pa vozim po taki lepi dolini, dolini reke Reke. Tudi danes se nam obeta krožna vožnja, se pravi, povzpel se bom najprej na tole hribovje tukaj pred menoj. To se pravi na snežniško planoto. Moja najvišja točka danes pa bo Veliki Razbor na višini 1300 metrov. Bom pa danes obiskal kar nekaj hribov, tako da bom potem tudi sproti imenoval. Obeta se nam pa, mislim, da kar lep dan. Vreme je napovedano zelo v redu. Trenutno je 2 stopinji, vendar se naj bi segrelo na okoli 12-13 stopinj. Tako da seveda se nam tudi danes obetajo čudoviti razgledi in vas vabim, da spremljate to mojo današnjo avanturco do konca. Se pravi, danes me čaka to hribovje tukaj zgoraj. Seveda ne samo to, tudi za tem hribovjem, se pravi po tej snežiški planoti. Bi pa ta trenutek, ko se zdaj vozim po tej dolini, izkoristil še za sledeče. In sicer večkrat dobim kakšno opazko, da pač moje vožnje niso atraktivne, se pravi, da to niso nobeni spusti, oziroma da ni nekaj te prav downhill. Tako da vsem tem nadobudnežom, pa tudi ostalim, bi jaz opozoril na opis mojega kanala. Tam je lepo razloženo, kaj predstavlja moj kanal. Tudi to, kaj je turno kolesarstvo. Se pravi, turno kolesarjenje bi lahko prevedli nekako kolesarsko planinarjenje. V mojih videih pač tega ne boste nekako videli, čeprav so tudi lepi spusti, ampak ni pa to prioriteta. Namreč v mojih videih boste videli razne poti, takšne in drugačne. Odkrito povedano, če bi užival v teh spustih in hitrostih, v downhillu bi šel v bike parke. Pri meni je pomembno, da odkrivam nove poti, da je vedno kaj novega, novi kraji, novi razgledi. Težko si predstavljam, da bi se recimo vozil lahko po parku, po eni in isti poti gor in dol. To pač ni zame. Turno kolesarjenje je seveda ena izmed zvrsti gorskega kolesarjenja. Da tisti, kateri iščete take res adrenalinske spuste, verjetno moj kanal ni najbolj primeren, čeprav je tudi na mojem kanalu kar nekaj spustov, nekaj jih pa namerno izpustim zaradi takšnih in drugačnih razlogov. Iz videa namreč. Pa tudi sicer, poglejte,
Jaz nisem tudi najmlajši, tako da ne bom tvegal z nekimi vratolomnimi skoki in pa spusti, pa tudi moje fizične predispozicije niso ravno, bom rekel, gorsko-kolesarske, namreč visok sem 195 cm, tako da je moje težišče pomaknjeno precej više kot pa pri nekomu 1,70 m, tako da je treba tudi to upoštevati. No, takole po sami dolini reke sem naredil okoli 8 km od Vrbice namreč. Zdaj se pa je začel po tej makadamski cesti vzpon, ki bo trajal vse skozi tam nekje do višine 1200 metrov, tako da me zdaj ves čas čaka takšen vzpon. Sicer tudi od vasice Vrbica po tej dolini ni samo ravnina, tako da sem po teh 8 km naredil tudi slabih 100 višincev. Seveda pa vse, ki imate pri srcu turno kolesarjenje ali pa kolesarjenje sploh, in pa seveda vse, ki ste radi v naravi, ki obožujete naravo, ki je pač nekako rdeča nit v teh mojih videoposnetkih, vas vse toplo vabim, da si video ogledate do konca, ker sem prepričan, da bo zanimiv, da bojo čudoviti razgledi, tako da vas tudi prosim za kakšen všeček. Tisti, ki pa še niste naročeni na moj kanal, pa vas toplo vabim, da se naročite in spremljate tako podobno vsebino. Seveda so moji videi primerni tudi za vse pohodnike, ker prikažem velik del poti, ki so seveda primerne tudi za pohodništvo. Je pa prednost tega letnega časa to, da dejansko zdaj ni več listov na drevesih in se v bistvu vse skozi pri tem vzponu nekako vidi v dolino. Se pravi, da so še lepši razgledi. Tako da vedno je v življenju tako, da vsaka stvar je za nekaj dobra. Trenutno se nahajam na višini 760 metrov. Vzpon po tej makadamski cesti je pa zelo enakomeren, ni prestrm, res pa je, da tudi ni nobene ravnine, to se pravi enakomeren vzpon vse skozi. Res sem ujel krasen decembrski dan. Tukaj je zdaj celo topleje in mi je postalo prav toplo že, se pravi topleje kot v dolini, kar pomeni, da se mi res obeta krasen dan. Tudi zaenkrat nobenega vetra, skratka idealno. Wow. Poglejte tole, kakšen razgled se je odprl. To je ta dolina, po kateri sem vozil predtem. Tam zgoraj pa vidimo vrh Kozleka. Tudi tam se bom povzpel. Res čudovito. Se pa trenutno nahajam na višini 863 metrov. No, zdaj sem se pa uspel preko 1000 metrov. Moram reči, da že dolgo nisem prevozil take razdalje s tako enakomernim vzponom. Res neverjetno. Nobenih hudih vzponov, res pa je, da tudi nobene ravnine.
vse skozi tak rahel, enakomeren vzpon. Se pa ves čas vozim, se pravi tukaj po obrobju Snežniške planote. Zdaj sem že precej blizu slovensko-hrvaške meje, počasi, s takim enakomernim tempom. Tu bom pa na višini 1106 metrov zavil levo in proti mojemu prvemu vrhu, in sicer je to vrh Goljak. Wow. Oh. No, takole, zdaj sem pa na vrhu Goljaka. Kakšni čudoviti razgledi. Wow. Tam naravnost je Kozlek. Je pa Goljak visok 1145 metrov. No, takole. Zdaj sem se pa priključil nazaj na makadamsko cesto. Nahajam se pa na višini 1105 metrov, tako da me zdaj čaka še nekaj časa do izpod vznožja naslednjega mojega vrha, če mi ga bo seveda uspelo osvojiti. To pa je veliki razbor na 1400 metrov. Vemo, da je to področje Snežnika, te Snežniške planote, zelo močno področje medveda, tako da glede na to, da zima ni tako huda, ni tako ostra, ne vem, ali medvedi zdaj spijo ali pa ne. Tako da sam menim, da nekako ne spijo, tako da treba biti kar vseeno pozoren tudi na to.
zelo lepo se vidi Kvarnerski zaliv. Sicer je nekaj meglice nad morjem, verjetno bilo še lepše, če ne bi teh meglic, ampak je vseeno zelo lepo. Zdaj se spuščam nazaj proti kolesu, tako da v bistvu od Makadamske ceste nekje se je treba uspeti takole peš približno 50 višinskih metrov. Ampak vsekakor se vam splača. To pa zagotovo. Takole zdaj pa spet na Makadamski cesti. Ta veliki razbor je res prekrasen. Človek bi ostal kar gor, ampak poglejte, zelo kratki dnevi so, tako da nimam časa, da bi kaj preveč užival na vrhovih. Tu pa zdaj z makadama zavijemo eno tako umazano cesto. Oh!
Lost my shape, trying to act casual, can't stop, I might end up in the hospital, changing my shape, I feel like an accident, they're back to explain their experience. No, takole, zdaj pa sledi spust z Kozleka, seveda po drugi strani tukaj vodi taka kolovozna pot. Je pa zanimivo, da je današnja pot skoraj ves čas v celoti bila obsijana s soncem, kar je pa krasno za ta mesec december. No, zdaj grem pa na moj naslednji vrh, in sicer na srednji vrh, ki pa se nahaja na višini 910 metrov. Pokažem še Kozlek z druge strani. Takole, tukaj je pa zdaj srednji vrh. Se je pa kar nabralo nekaj višincev, tako da do zdaj jih je 1150. Še ena razgledna točka, moram reči, da jih je tukaj kar veliko, ker v bistvu se nekako vozimo skozi po tem slemenu, po tem robu, pa še vrh Sopil, ta je pa zaraščen, vseeno se mečkaj vidi. Moram pa reči, da je spust je pa tudi naporen, tako da je izredno slaba pot, tako da tukaj
skoraj ne moreš kolesariti. Je treba iti pač peš. Ampak pravim, nič hudega. Časa imam še nekaj. Tudi zelo lepo je, suho. Še vedno posijano soncem, tako da ni nič hudega. No, zdaj sem pa končno prispel na eno tako kolovozno pot. Tukaj sem pa prišel do razvaline gradu. To je razvalina starega gradu. Ki je bil zapuščen v začetku 19. stoletja. In sicer tukaj je žela rodbina Lazarini. To je moralo biti kar mogočno, vendar je zdaj pač propada, zaraščanje, škoda. No, zdaj se bom pa od gradu spustil še naprej. Sem namreč na višini 567 metrov, tukaj kjer je grad. Se pravi, da me čaka še nekje 150 metrov spusta do doline. Zdaj pa še tukaj, z te strani, spodne strani, še je razvalina gradu. Prispel sem v dolino, kjer me še vedno pričakalo sonce. Zanimivo. Ampak bo ravno kar zašlo. Kako sem pa to dobro načrtoval. Kaj ne rečem, za to turo vrhunsko. Res raznolika tura, pa vam povem tudi zelo naporna. Zelo naporna pa zaradi tega, ker je treba kar nekaj prepešačiti. Še posebej je pa tisto spon proti Kozleku gor, to je pa res podvig. Še posebej s tem z električnim kolesem, ker je kar nekaj teže, tako da ni pravzaprav to za vsakega. Kilometrov bo okoli 35-36, ne vem, bom doma to pogledal. To je pa
Izhodiščna, moja izhodiščna točka. Tako da zdaj lahko rečem samo še kakšno zaključno besedo. Moram reči, da so kar presežki pri tej turi. Pot je res sicer odlična. Tisospon makadamski je res od doline, pa rečemo gor do Razborja, se skozi enakomerno spenja. Res prav neverjetno. Prečudovit dan, sončen dan, celotna pot, skorajda vsa obsijana, ves čas s soncem. Tako da vam priporočam tole, razen tistega odcepa tamle proti Kozleku gor, pa niti ne, ni za vsazga, tako da mogoče si najdete kakšno drugo pot okoli. Tako, to je z moje strani vse za enkrat. Hvala za ogled videa, do naslednjič, pa prav lepo pozdravljeni.